Lepo pozdravljeni in dobrodošli v oddaji DM Live. Jaz sem še vedno Ajda Mlakar in vesela sem, da ste tudi danes v naši družbi, kajti danes bo vse v znamenju popolnih ustnic. Ja, tudi jaz sem si danes prav ta namen nadela rdečo šminko. Govorili pa bomo seveda o vrhunskih izdelkih znamke Debora Milano. Izdelki, ki nam res pomagajo do tega, da so naše ustnice vedno tipi-top urejene in bleščeče. Ja, tudi bleščeče. Govorili bomo o tem, kako se vrača trend glosov, govorili bomo o različnih teksturah, govorili bomo o različnih barvnih odtenkih, pa seveda tudi o klasični, brezčasni rdeči šminki. Toliko na kratko o današnji tematiki, ki pa jo bo zagotovo v nadaljevanju še veliko bolje predstavila moja današnja gostja, umetnica ličenja, nam vsem dobro poznana Tina Fabijan. Lep pozdrav, živjo. Sem vesela, da sem ponovno tu z vami. In enako, več kot očitno vidiš, da se imamo skupaj zelo lepo, glede na to, da si bila že kar nekajkrat v naši družbi in vedno smo nekako v tvoji prisotnosti navajeni tudi teh nasvetov iz prve roke, trikov. To je bo danes kar nekaj, tako da pustimo si čas, da bomo potem še kaj odgovorili. Absolutno, jaz sem prepričana, da bo danes res en kup enih uporabnih zadev, malo se bova dotaknili tudi mogoče teh bolj jesenskih trendov ličenja. Skratka, prijetno bo v najini družbi, med drugim tudi zato, ker smo za vas pripravili čudovite ugodnosti, 40-kratne točke na vse danes predstavljene izdelke, ki torej veljajo tudi na izdelke v isti liniji. Seveda, si lahko izberete točno tisti odtenek, ki najbolj odgovarja vam. Kako to storiti, pa boste tudi izvedeli v nadaljevanju naše oddaje. Še enkrat vas spomnim, oziroma opomnim, če ste mogoče danes prvič z nami, v spodnji urodni vrstici se vam bo ves čas najinega pogovora prikazoval izdelek, o katerem bo govora. Če na izdelek kliknete, to pomeni, da ga enostavno pospravite v vašo nakupovalno košarico. Pred zaključkom nakupa pa ne smete pozabiti na aktivacijo kuponov. Te vas že čakajo v našem kupon centru in vam torej tokrat prinašajo 40-kratne točke, ki veljajo od danes pa do nedelje, tako pri spletnih nakupih, kot tudi, če kupujete v poslovalnicah DM. Skratka, dobrodošli še enkrat, zdaj pa zajadrajva. Predlagam, da najprej mogoče v te aktualne trende, kar se tiče ustnic, kaj bi rekla Tina, kje smo, kaj je zdaj in brez česa ne moremo. Ja, zdaj prihaja počasi jesen že, zdaj to vreme nas je malo presenetilo, in seveda tudi prihajajo s tem tudi malo bolj toplejši odtenki barv, seveda mogoče malo temnejši, si nekako vse od svetle maline do bordo, celo do češnjevih odtenkov, ampak da se tukaj ustavim, govorimo tudi ne samo o barvi, govorimo o teksturah, se pravi bolj gloss tekstura češnjevega odtenka, ker je pomeni bistveno svetlejši odtenek, ampak še vedno smo pri češnji, recimo, potem je močna občrtovanje ustnic, se pravi ta double line, se pravi dvojna linija ustnic, tako da se res poudari, ta konturing je tako zelo močan pri ustnicah prisoten in, kakor sem še prej omenila, teksture, od mat do zelo sijočih, lip oili so na tržišču, glossi v različicah, sijoči, ne sijoči, tako da en kup enih stvari sem danes, je nekih trendov. Tako, je pa dejstvo, da pač na koncu si vsak izbere tisto, kar najbolj odgovarja njemu. Tako, vedno treba trend prilagoditi sebi in se v bistvu v njim dobro počutiti, da ga znamo nositi. In mi, da bova danes v bistvu tudi kar zelo konkretno povedali, kako se recimo tudi lotimo na zadnje izbire pravega odtenka. Kaj bi rekla? Kako, ko gremo mi v DM, trgovine DM, hočemo malo probati, ampak v resnici ne vemo čist, kaj točno probavamo in kaj iščemo. Kako izvedeti, kaj je tisto, kar nam res odgovarja? Jaz vem, da veliko strank me že vprašalo, pridem v prodajalno DM in kateri odtenek je zame pravi, med tolikimi šminkami. In jaz pravim tako, najprej si moramo zavedati to, kaj želimo. A želimo gloss, želimo šminko, obstojno šminko in tako naprej. Gremo proti stojalo, ki ima ta tip šminke, recimo, če se zdaj osredotočimo na gloss, in potem izberemo odtenek. Vzamemo pa tako, izberemo tester, tisti, ki se nam zdi najbolj, da bo za nas fajn, da se bomo njim dobro počutili, in testiramo barvo na zgornji strani dlani in na to še na prekrvavljenih prstnih blazinicah. Zakaj? Zato, ker barva prstnih blazinic je najbolj podobna naši naravni barvi ustnic. Tako, v bistvu, nekako tako bom zdaj rekla, barva tega mesa. In zaradi tega je tudi zaradi higiensko, da poskušamo na rokah, ne da damo to na ustnice. In potem, kasneje, ko bomo mogoče malo to pokazali damam, boste videli, da res se vidi, kakšna je razlika, če testiramo na prstnih blazinicah. Bo bolj dejanska barva. Ja, bomo kmalu imeli tudi praktični prikaz, tako da absolutno ostanite v naši družbi. Mogoče preden začneva
končava s predstavitvijo prvega izdelka. Eno tako splošno vprašanje, ki nas pa vse zelo zanima. Če bi mogla zdaj izpostaviti en trik pri vseh tistih, ki jih poznaš, ampak en trik, s katerimi vedno poskrbimo, da so naše ustnice videti brezhibno. Kaj bi rekla, Tina? Jaz sem pristaš dolgoobstojnih šmink, bilo katerih, od glosov do šmink, ravno s tem razlogom, da ne rabim čez dan toliko popravkov, da recimo, ker zelo veliko govoriva, mi dve veva, da zelo veliko rada govoriva, in da je šminka vedno na svojem mestu, ne rabiš uporabiti črtala, lahko uporabiš tudi črtalo, če želiš. V glavnem to, da sem jaz brez skrbi, cel dan brez skrbi, ne da bi zdaj se, sem si razmazala rečo šminko, ali pa tudi recimo mogoče nek nežen glos, ker so obstojni glosi. No, in danes bova tudi spoznali kar dva taka glosa. Tako da, kot že rečeno, res se splača ostati v naši družbi. Še enkrat vas na hitro spomnim na 40-kratne točke, ki seveda veljajo na vse danes predstavljene izdelke in tudi torej izdelke iz te iste linije, pa klepetalnica je tudi že odprta. Tako da dobrodošle, da kaj vprašate naše moderatorke, so pripravljene in seveda tudi Tina bo z veseljem odgovorila na kakšno vprašanje, tako da seveda lahko kar začnete. Tako kot bova začeli midve s prvim izdelkom, ki nekako bi lahko rekli združuje trend naravnega z intenzivnostjo. Mogoče na prvi posluh malo kontradiktoren stavek, pa vendarle najin prvi izdelek danes dokazuje, da temu ni tako. To je popoln izdelek za sijoče ustnice Lip Jam Melting Balm, izdelek, ki združuje torej tako nego, kot tudi obarvanje ustnic. Tako. In vidim, da gre zdaj res na vseh kozmetičnih področjih trend v to smer, da stvar ni več samo ali kozmetična ali negovalna, ampak da je in kozmetična in negovalna. Ja, zato, ker moram reči, potrošnice smo danes v bistvu želimo zmer več, in zakaj bi imele samo obarvanje izdelek, če lahko nego. In to običajno vse blagovne znamke nekako združijo. Tako se je tudi zgodilo pri Lip Jamu. Izdelek je, zakaj je toliko fajn? Jaz bi tukaj izpostavila, zaradi tega, ker je res velik poudarek na negi in vsebuje to barvo, da nežno obarva usnice. Notri vsebuje čebelji vosek in karitejevo maslo. Že sami vemo, da te dve sestavini, ne bom zdaj se posebej spuščala v to, že vsi jih dobro verjetno poznamo, so zelo negovalne in tako dalje. Predvsem pa moram izpostaviti to, da so tudi barve notri, ker mi ne želimo samo nego, bi rade imeli tudi malo lepo izgledle. In ta odtenek številka 03 je tak neutralen odtenek in vsebuje notri res za, ko bi rekla, vsakodnevno uporabo. Zdaj recimo prej si mi pokazala en lušten trik, kako mi točno doziramo količino izdelka, ki ga potrebujemo za en nanos. Tako, zdaj, ker se tiče Lip Jama, je tako, na koncu ima tak aplikatorček, gumbek, ki stisnemo, to recimo 2x, 3x stisnemo in potem na roki, lepo bom pokazala, nanesemo si na usnice. Nanesemo točno toliko, kot potrebujemo. Mislim, točno toliko stisnemo tukaj ven, kot potrebujemo. Meni 3 pritiske je čisto dovolj, čisto tako bom rekla. In vidite potem tak zelo lep, nežen lesk. Zakaj je pa na pritisk narejen kot recimo kakšen kemični svinčnik? Ravno zaradi tega, ker je to melting balm, je zelo mehka, lahka tekstura. In če bi bil on v obliki kot šminka, noter samostojno, da bi tako zavili ven, bi se on zlomil. In ravno zaradi tega je ta dozirnik, da ne prepreči ta lomljenje, ker je zelo mehak, je balzam, zelo prijeten občutek da na usnici. In to je ta embalaža v bistvu pripomore temu. Kako bi ga mi vključili recimo vsakodnevni make-up? Kaj bi rekla? To je izdelek, katerega lahko mi že namažemo si na usnice. To je tako za torbico, zdaj sem si pozabila šminko dati gor, vzameš balm in si naneseš na usnice. To je to. In zdaj, če želimo, recimo, lahko tudi kombiniramo s kakšnim črtalom, lahko damo recimo malce temnejše črtalo, malo bolj rjave tone in potem damo balzam, če so v tem neutralnem odtenku. Če želimo pa malce bolj intenzivno, pa damo intenzivno črtalo, pa spet spremenimo malo, pa intenziven odtenek, recimo Jama. Tak zelo hvaležen izdelek, bi človek rekel. Zelo. Za vsako torbico tudi velikost, torej več kot idealna, zato da ga pospravite tudi v tiste večerne, najmanjše torbice, kot že rečeno, pa tudi večja uporabnost oziroma multiuporabnost tega izdelka prepriča. Tako. Za konec še kakšen trik, kako Lip Jam uporabiti še drugače? Jaz sem si prav namensko pustila še tukaj, ker mi je ostala na roki, v glavnem. Lahko ga uporabimo tudi celo na ličnicah. In to tako, recimo damo Lip Jam na roke, recimo s to stranjo dlani,
mislim, stranskim delom, lepo in tako pritisnemo malce tako z rokami na ličnice, ne? Da se tako malce nam tukaj zasveti. Ampak to lahko damo, recimo, tudi če nimamo make-upa gor, da se ta nežen lesk, ne smemo pretiravati, seveda, ne? V osnovi je to ličilo za ustnice, ampak lahko se tako poigramo. Ja, da malo svežine našemu videzu, recimo. Tako, točno. Zdaj, ko je še malo koža zagorela, mogoče, seveda, še toliko lepše izstopi. Zdaj, naslednji izdelek pa dokazuje, da se en trend, ki je mogoče v zadnjih letih malo zamrl, sedaj vrača z vso močjo. To so seveda glosi in tale, ki ga imava zdaj Mide pred sabo, se ponaša predvsem s fantastično strukturo, ki ne lepi ustnic, hkrati pa daje moden in sijoč videz, govoriva o izdelku Super Gloss. Kako se razlikuje torej od klasičnih glosov? Predvsem je to prvi glos, nudi 3D učinek, vsebuje noter hialuronsko kislino, seveda tudi vemo to, kaj naredi, je dobro za naše ustnice. Tukaj recimo, kar se tiče glosa, je tudi fajn, ima zelo dober aplikator, s katerim lahko zelo natančno nanesemo glos na ustnice, lahko gremo vse kotičke, lahko samo na sredino ustnice. Potem bi še izpostavila, res naredi zelo visok sijaj, ni zoprn, lepljiv občutek na ustnicah, se ne toliko lepi, no, tako to bi rada izpostavila in je na voljo v različnih različicah, od tako, da bolj mat odtenek, ne, se pravi tako, brez bleščic, lahko so pa tudi z bleščici, lahko da je čisto navaden, transparenten. Ampak predvsem ta 0,3 odtenek bi jaz tako izpostavila, tudi preko sem govorila, kako izbiramo ličila, šminke za ustnice. Vedno na prodajnih mestih vedno testirajte vsako šminko, vsaj na roki, na zgornji strani dlani, zaradi tega, ker ta embalaža včasih lahko malce zavede, zaradi same plastične stekleničke, mogoče malo luči vplivajo in vse tako. In boste videli, recimo, če zdaj komu dali na roko, odtenek je bistveno svetlejši, ne? Zato vedno, drage, da me testirajte na rokah. Res, tako pri glosih, ki potem zaradi te odboja svetlobe naredijo pa še sploh majčkrat drugačen odtenek. In tukaj vidimo tudi večja količina glosa noter, na roki je manjša in tudi to potem vidimo, kakšen odtenek bo na ustnicah. Kako bi ga pokombinirala z drugimi ličili? Lip gloss, Super Gloss je v bistvu najbolj širšo različico kombinacij, bi rekla. Lahko ga uporabljamo samostojno, to že vse vemo. Se pravi, kombinacija potem zraven črtala za ustnice, lahko malce bolj rjavo črtalo, tako kako bomo potem predstavile z lip glossom. Občrtamo ustnice, damo gloss čez, recimo tem rožnatem odtenku. To je tudi en tak zelo popularen trend. Potem damo črtalo mogoče bolj v rdečkastih tonih in tale odtenek gor bo spet spremenila malce barvo glossa in bo tudi malce drugače izpadlo. Potem pa kombinacija črtala, šminke navadne, klasične šminke in glosa, da v bistvu podarimo in sijoč odtenek same šminke. V glavnem nešteto kombinacij. Imaš še kakšen nasvet, kako izbrati pravi odtenek? Prej smo govorili o šminkah, verjetno je podoben princip, ne? Ja, preizkusimo vedno gor, mogoče pri glosih smo lahko malce bolj igrive, ker se tiče barv, ker niso toliko intenzivne kot šminke, tako da smo lahko malce bolj drzne, tako bomo rekla. Fantastično. Še nekaj, kar absolutno spada zraven, ko govorimo o tem, da bomo naredili naše ustnice popolne. Jaz mislim, da se s tem skoraj da ne vse skupaj začne. Vsaj po tem negovalnem delu bi lahko rekli. To je seveda črtalo za ustnice, zdaj glede na to, da vem, da si ti blizu meje doma, te bom poprosila, kako se že tole reče? 24 ure. To se pravi, črtalo Debora, ki je seveda, že kot ime pove, zelo obstojno, obljubljajo 24-urno obstojnost, lip liner, ki bo bojda svojo nalogo opravil vrhunsko. In seveda, če rečemo, da so obrvi okvir obraza, lahko rečemo, da je črtalo za ustnice pač okvir naših ust. Tako, ja, ker črtala so v osnovi bila narejena zaradi tega, da se šminka nam ne razlije v drobne gubice. Tako. In da prepreči, da ta šminka, da ostane v bistvu na svojem mestu. Ampak zdaj so tako, razvoj in tehnologija gre naprej in tudi novi trendi se pojavljajo in potem tudi črtala se tudi temu prilagajajo. Se pravi, črtalo lahko uporabljate tako, da občrtate normalno ustnice, ta je tudi tak zelo univerzalen odtenek, tukaj mogoče zgleda malce sivkast, ampak ni, je tak rjavkast in je tak multifunkcijski odtenek za bilo kateri, kako bi rekla,
kombinacijo lip glossa z lip jamom, recimo z super glossom se lahko super kombinira, da so obroba usnice malce temnejša in potem damo čez recimo izbrano šminko, glos, karkoli. No, vidiš, zdaj si me že spodbudila, da te jaz vprašam, kako torej mi pokombiniramo barvo črtala z barvo recimo, ali bom rekla, glosa ali šminke. Zdaj, če govoriva o klasični šminki, pri klasični šminki damo vedno odtenek 2 temnejše črtalo izberemo. Vedno, to je nekaj tako zlato pravilo. Če pa govorimo zdaj recimo o temih novih trendih, ne v glosih, pa zraven damo, ali pa lip oilih tudi recimo, damo te bolj rjavkaste tone, zato ker te rjavkaste toni so najbolj sorodni toni na našemu telesu, na barvi polti. In ravno zaradi tega so tukaj zdaj se je to odkrilo. No, moram reči, to je že stara šola, likovna šola, ampak to smo zdaj v kozmetiki odkrili. V glavnem in smo zdaj to začeli uporabljati v kombinaciji z nekimi lip oili glosi, ne. Tako, drugače pa, da ti povem še en trik, kar se tiče še teh črtal, lahko jih kombiniramo različne odtenke med seboj. In to je tisti super trik, ko bi tlej izpostavila, da če želimo si poudariti, malo večje ustnice narediti, to, kar zdaj tudi ne, ker tudi sama ta lepotna industrija, nekako vemo, so vse te polnila zdaj zelo popularna, ampak smo ljudje si različni, vsak ima svojo izbiro in če ostajamo pri barvi, s tem se to da marsikaj naredi. In kombiniramo lahko tako, da kotičke usnic občrtamo zadnje kotičke malce bolj temnejše, potem proti sredini gremo malce svetlejše, tako da lahko naredimo ta bolj ombre učinek, se pravi prehodi, da naredimo te lepe prehode in ravno zaradi tega potem bo usnice zdele bolj večje. In če dodamo še na sredino usnic super gloss, recimo. Malo bleščičk, ne? Tudi recimo mogoče lahko. Bleščic v smislu senčke. Lahko senčilo, tudi lahko, ampak v tem primeru vemo, da bo to šlo malce dol, tako, zato mogoče vseeno, da ostajamo pri ličilih za usnicah, lahko se prigamo, recimo senčila lahko damo na tale srček tukaj gor, da se nam malce zasveti ali pa osvetljevalce in potem nanesemo v bistvu glosi naprej. Mislim, Tina, glej, jaz to, kar zdaj gledam TikTok, Instagram, Facebook, mislim, določene ženske res, ampak to tako lepo, ne veš, dokler ne pokažejo, narišejo na svoje zelo tanka usta, kar bom rekla, konkretno večje s pomočjo dobrega črtala za usta, ampak potem to res tako nekako zasenčijo, zakamuflirajo, da če ne veš, da one nimajo tako velikih ust, mislim, ne bi opazil, da je to dejansko narisano. Je to kakšna posebna tehnika tudi risanja? Je posebna tehnika, ker jaz tako kot umetnik ličenje usnic nekako velja, da isto delaš čas, isto časa ličiš, tako kot uči, da narediš res na popolna usnice, prav oblikovana, prav začrtana in vse tako. Tako da je znanost, ozadje stoji. Pa meritve. Drugače pa v bistvu, da ne bomo zdaj šli predaleč, globoko to, kar res, to je bilo tako strokovno povedano, bi se samo ustavila pri barvi. Barva že veliko naredi in to, kar se kombinacija 2-3 različnih barv, bomo že veliko naredile. In ne potrebujemo zdaj, to razmerje spodaj zgori. Naredimo razmerje, da je zgornja usnica nekako sorodna spodnji, mogoče spodnja ne bo malce večja, da začrtamo, tukaj gremo bolj notranje kotičke, tle spodaj gremo bolj zunanje, tisti milimetrček, malo gremo čez in bo usnice super. Tudi bi rekla, za domačo uporabo, to, kar rabimo zjutraj, gremo v službo in po opravkih, ne potrebujemo zdaj diplomirati z tega, tako bo rekla, iskreno, Fantastično, zelo dobro si tole vse opisala in a veš, zdaj že kar malo razmišljam, kdaj bom imela kakšno priložnost, da lahko kaj od tega tudi potem uporabimo v praksi. Ne nazadnje tudi vsi današnji izdelki podpirajo ta način, to se pravi oblikovanja, mazanja usnic, tako da naj vas še enkrat spomnim, 40-kratne točke od danes pa do nedelje, res je naluštna priložnost, mogoče, če ste že prej razmišljali, da bi katerega od teh izdelkov preizkusili, evo, zdaj imate možnost, da to naredite še nekoliko ugodneje, tako da hitro aktivirati kupone v kupon centru v aplikaciji Moj DM in pa seveda potem se vam bodo vse te ugodnosti ob nakupu tudi upoštevale. In pa še enkrat, torej tudi, mi zdaj tukaj imamo določene odtenke, vse te ugodnosti pa veljajo tudi na izdelke iz te linije v drugih odtenkih. Ne si seveda vsaka ženska izbere tistega, ki bo najbolj poudaril njeno lepoto. Najzadnji oziroma predzadnji izdelek pa združuje, bi lahko rekli, dve stvari. Sijaj in obstojnost. To je No Transfer Gloss. Tina, zakaj je ta gloss tako zelo poseben v primerjavi z ostalimi glossi? Ker bojda obljublja tudi eno revolucijo na tem področju. Tako, ker tehnologija razvoja ličil gre zelo hitro naprej in tudi potrošnice smo zelo zahtevne in želimo, da nam tudi gloss dlje časa zdrži. In seveda je
končno ga imamo, ne, prišel na tržišče. Deborah v bistvu v svojih laboratorijih, ki ima lastne laboratorije v Milanu, so razvili glos, ki je dolgo obstojen in se ne preslika. Manj kot običajen glos. Ni čist, da se ne preslika, ampak zelo, zelo minimalno. Tako bom zelo realno povedala. V glavnem, kaj je posebno še tega? Noter je tako, tale bunkica, žogica, ki moraš pred uporabo treba pretresti. Tukaj piše to, vidite? Tako. In res polagam na srce tiste dame, ki se boste odločile za nakup, da vedno res upoštevate navodila, sploh teh dolgoobstojnih ličil, da boste dosegle pravilen učinek. Se pravi, glos pretresemo pred uporabo, da se sestavine med seboj premešajo in na to enakomerno nanesemo na ustnice. Lahko nanesemo eno plast, malce počakamo in na to še drugo in bo glos lepo sijoč. Bo res sijoče, ne bo mat, ne bo nič lepljiv. Moram pa reči, da je zelo priporočam uporabo vsem tistim ženskim, ki ne marajo, da se jim glos razliva. Tako. Mogoče malo za starejše dame, recimo, če se kakšne gubice že pojavijo okrog ustnic, je to super zadeva, ker klasičen glos gre v gubice noter, pa nismo najbolj zadovoljne. Ne potrebujemo tukaj črtala, lahko damo črtalo, seveda. To je ena stvar. Druga stvar je pa še zelo pomembna, da glosi so, že embalaža stekleničke je obarvana, ne vidimo, kakšen proizvod noter, tako da moram reči, vedno spet testirajte na prodajnih mestih. Ne glede na znamko, polagamo na srce, testirajte. Res, vedno, zato ker to, da se ne boste, ko bi rekla, zaprknili z nakupom, ker potem je malce težje potem to reševati. Zato in ta odtenek 0,3, mislim, da je 0,3, ne? Tako je. Ki ga tukaj, 0,8. Se upravičujem, 0,8, je zelo, zelo univerzalen. In zdaj, če ga jaz smem sem pokazati, je res tak neutralen za vsakodnevno uporabo, tako skoraj da mal nežno mareličen, tak losos barva, ki je zelo nekako všečen, lahko vsem ženskam pride prav na ustnice, ne, gor tako. In res je. Kako ga pa uporabimo preko šminke, ker pač enostavno namažemo, samo izogibamo se mogoče malo kotičkom. Tako. Pri glosu je vedno treba malo kotičke se izogibati, predvsem pa tukaj je pomembno, da mogoče bolj, da ga samostojno uporabljajo, niti ne toliko šminko, lahko, ampak jaz bi tukaj priporočila pri tem tipu glosa barvica, mislim, črtalo za ustnice, pa glos. Bo boljši učinek, no, tako, ker so že bolj obarvani kot običajni glosi. Tako. Hvala lepa, Tina. Kot sem rekla in prav predvidela, tudi danes svoje znanje in trike stresa, ko iz rokava. Zdaj najzadnji izdelek pa res klasika, brez katere ne moremo, ko govorimo o ustnicah. To je seveda trend, ki ne gre nikoli iz mode. Ikonična rdeča šminka, Milano Red Lipstick je torej poosebljanje elegance. Dodati tisto piko na i, ki jo žensko enostavno potrebujemo. Včasih samo na en, ne vem, siv deževen torek, kot je današnji, pa ko človek rab malo barve v življenju. Veste, kako je to. Zdaj povej mi, Tina, po tvojem mnenju, kaj naredi oziroma kaj dela rdečo šminko tako zelo ikonično in brezčasno? Kaj bi rekla? Rdeča šminka je že nekako skoraj stoletje, bi že skoraj rekli slabo stoletje med nami. Od leta 20 naprej, ko so začeli snemati razni filmi in takoj so uporabljali takrat začeli s temi šminkami. Ampak moram reči, da to je tak ikoničen kos, kot naša mala črnoblekca. Moraš imeti en črn kos ali pa en črn dober kostim, tako je rdeča šminka. In je tudi zelo taka sofisticirana barva in tako, ampak moram pa reči to, da si ženske dostikrat se bojimo poseči po rdeči šminki, ker mogoče ne vemo, kako bi se ne počutimo dobro, ni ta prav odtenek za nas in tako. Glavno, moram reči, da na svetu je en kup rdečih odtenkov, vsaka ima svoj odtenek, definitivno ga ima. Kako ga izbrati? Kako ga izbrati, tako. Glede na letni čas, ženske se delimo na 4 letne čase, na barvne 4 tipe letnih časov. Se pravi, jesenski tip ženske ima ponavadi barve jeseni na sebi, te naravne barve, se pravi rdeče, laske, malo bolj rjavkasto zelene učke. Recimo ti si tipična jesen, jaz sem recimo tipična zima, se pravi hladni toni, recimo hladna barva oči, hladna barva las, poletje ima tudi barve poletje na sebi ženske in tako, in temu prilagajamo barve šmink. Se pravi, recimo zimski tip ima bolj hladne tone, jesenski tip ima bolj tople tone in to je velja za vsa ličila, to je tako neko splošno pravilo in na podlagi tega iščemo odtenke. Je pa zelo pomembno to, da
zberemo tak rdeč odtenek, v katerem se bomo dobro počutili. Zato, ker rdečo šminko je fajn znati nositi, ne? In da se z njo dobro počutiš. To je res zelo polagan ženska na srce. Če se ne boste nikakor počutile dobro rdečim, raje ne posežite po njej, posež po nekem drugem proizvodu, ki je mogoče drugačne obarvene. V tem primeru so primerni zelo tej malina odtenki, malinasti odtenki, ki so zelo sorodni barvi usnic, ki še zmeri poudarjajo to našo naravno barvo usnic, ne? Niso toliko intenzivni in te se malo bolj počutiš, ne? Ker v trenutku, ko se zaveš, da imaš to močno barvo, mogoče kakšni malce samozavest zgubi, ne, ženska recimo, lahko nekatera pa pridobi. Smo si različne, kar je normalno, ne. Absolutno. Tako. Ampak je pa dobro vedeti, ne, da v bistvu za vsako od nas, če si bomo le vzeli toliko časa, obstaja pravi odtenek rdeče. Tako, a ne? Mogoče še to, kako pa predpripraviti ustnice na to, da bo res naša šminka obstala cel večer, ker mogoče, veš, vsaj jaz mislim, no, kaj mene ponavadi odvrne od tega, da bi uporabila rdečo šminko, ki jo sicer obožujem, to, da me je strah, da sploh, če gremo na neko večerjo, a ne, se to stoji perfektno, ko si jaz to namažem, a ne, ampak potem pa človek kaj poje, kaj spije, ne, in potem to ne zgleda več tako zelo perfektno. Tako je, ja. Ne se tle vstavim, ne, recimo večerja primera, pa tudi kakšna pijačka, ne, recimo kavice in tako, maščoba topi ličila, ne, bilo kje, tako da in sploh recimo potem, če smo na večerji, to se bo stopilo in gre dol, ker je v hrani je maščoba vsaki, ne. V glavnem, zato je pomembno, da je pravilna predpriprava ali pa zelo obstojne šminke. V tem primeru mi dve zdaj govoriva o klasični šminki, ne povem še to, da tale Deborah Milano šminka vsebuje tudi notri jojobino olje, kar dodatno še neguje, in da zdaj se vrnem malo, kako jo podaljšati obstojno. Se pravi, uporabimo črtalo sorodno odtenek, ne, se pravi 2 do 3 odtenka, kot smo prepovedali, ustnice lepo občrtamo, lahko koničke malo pobarvamo, nanesemo šminko čez lepo, normalno, enakomerno, popivnamo suhim robčkom, potem nanesemo malce pudra v kamnu, lahko recimo samo malce po usnicah, ampak zelo nežno, in postopek ponovimo in je šminka bolj obstojna. To govorimo za klasične šminke, to je tako splošno pravilo, ne. Bo dlje časa to zdržalo in potem seveda preko dneva to mogoče tak postopek ponovimo. Zdaj, če smo nekje na poti, tako ne bomo ravno vsem tem pudram in to delali, bomo samo črtalo pa šminko imeli sabo, to vsaki priporočam, da če nosimo rdečo šminko, imejte jo vedno sabo. To je fajn, da se takrat popravi, ne. In črtalo. Tako, oboje skupaj, ne. In v bistvu to je to. Zdaj, če bi na to šminko dodali še glos gor, glos vemo, da je malce masten, bo tudi bolj seveda še lepše to izgledalo, ko bo zelo sijoče, ampak bo glos malce to odstranil. Mogoče v tem primeru bi dali nov The Gloss, ta dolgobsojni glos, bi lahko dali čez recimo, ali tako, mogoče samo drugi odtenek bi izbrali, ne. Ja, tako, ta je mogoče malo preveč marelič. Mareliča, ne, bo bi malce bolj na rdeče šlo recimo in to je to, tako da, ampak klasična kombinacija še vedno ostaja, ne. In zdaj za konec še eno vprašanje. Kdaj pa ti osebno najraje nosiš rdečo šminko, a je to samo o posebnih priložnostih, tako kot danes, ali je to vsak dan? Vsak dan bom iskrena, itak da ne, valjda, tudi zelo rada imam ta lip jam, recimo res, ampak rdečo šminko si dan tako res mora biti moment, bom tako kar po domače rekla, in mogoče kakšne res posebne priložnosti, tako recimo kakšne večerje, poslovna srečanja in tako dalje, ampak in takrat mogoče, ker rabi malce tiste dodatne energije, ne, si da malce bolj na rdečo šminko, ali pa tudi mogoče kakšno ciklamo vmes se najde, ne, ampak tiste, bom tako še rekla, ne, najbolj, kaj sem jaz opazila v tej svoji karieri, ne, starejše dame, ne, če govorim od let 60 naprej, ne, vedno se srečevala, ker so imele vedno usnice poudarjene, je bila rdeča šminka, bolj koralna šminka, ciklam in tako, vedno bo poudarek na usnicah in mogoče malce lička, ne, valjda z leti na očeh gravitacija in kako bi rekla, starost, svoje, kar je čisto normalno, ampak je barva tista, ki jih je poživela in to je njihova modrost, ne, in avtomatsko, kaj kot ženske naredimo z leti s tem našim morfološkim stanjenjem, to je čisto normalno, rabimo barve in je šminka res poživi žensko, tako da vsaka ne si najde svoj odtenek prav, ni treba rdeče, tudi mogoče kakšna druga in je
Mene absolutno si Tina danes s tem prav zadnjim tvojim govorom spodbudila, da bom rdečo šminko nosila večkrat. Ti paše. Hvala lepa in enako. Hvala danes za vse tvoje nasvete. Se veš, vedno je fajn v tvoji družbi, tako da jaz držim pesti, da se kmalu spet vidimo, da prineseš tole svojo sončno energijo. Z veseljem, hvala. Najlepša hvala, super so predstavili vse izdelke. Sem pa po svoje vesela, da se bomo tudi v naslednji oddaji dotikali pravzaprav vrhunskih kozmetičnih izdelkov in tudi najnovejših trendov ličenja. Govorili bomo torej o sanskem New Yorku z Maybellinom, oddaja, ki vas bo zagotovo navdušila in vam mogoče še razširila spekter novega znanja. Danes sva se res posvetili ustnicam, naslednjič bo pravzaprav govora tudi o očeh, o podlagi, skratka ne zamudite, slišimo in vidimo se 16. septembra v aplikaciji Moj DM, 40-kratne točke pa veljajo od danes pa do nedelje, zato hitro aktivirajte kupone in seveda čim bolje jih izkoristite. Za vas smo res pripravili nabor najboljših možnih izdelkov in prepričana sem, da boste našli nekaj samo za vas. Hvala še enkrat, Tina. Z veseljem. Srečno.